Veste kaj, bila je nedelja, 24. oktober. Ob 10. uri so prišli nemški vojaki, vse nemško oblečeni, ne. A moj oče je znal nemško, je bil v Nemčiji tudi na delu, kaj je prišel nemški, ne vem, nekaj te, in z njim še 6 drugih Nemcev v hišo. On je rekel guten Morgen njim, ne, oni tudi guten Morgen. Potem je pa eden v slovenščini rekel, kje so moji 2 strici bili gori, imamo sobe na podstrešju, pokliči brate dol. Onda moj oče nekaj tako dela, pokliči brate dol v hodnik. Oče jih je poklical, Vilko, Emil, pridite doli, ne. In prišli so doli, v hodniki so sedeli in to pa ne morem znati, so se nekaj po nemško pogovarjali, nekaj. In onda reče en slovenščini, zdaj gremo pa doli v cerkvo. Se vali, da bojo šli v internacijo. In onda je moj oče mami rekel, daj mi iberok, to je en debel iberok, ne. In dala mu je tako malo šnopsa v žep, da bo malo popil, ko me bo slabo. Ti moji strici so se tudi zimsko oblekli, še stara mama je rekla, sinki, oblecite se, zakaj boste vzebli. In vse moške so doli, ko imamo cerkev, svetega Vida, vse moške zbrali skupaj in onda so vzeli tako papir ven in klicali, Kobe Jože stopi ven, Kobe Viljen stopi ven, Kobe Emil stopi ven, Rauh Joško stopi ven, Rauh Mirko izstopi ven, ga ni. So pa vzeli Gorjub Mirkota, stopi ven. In onda so šli na Hrelin, te pa nisem, ali je bil kakš več v Lazih, to pa ne vem. Bil je bil v Lazah. Ja, in veste kaj, in onda oni moški, ki niso bili klicani, pojdite domov. Onda so samo ti ostali pred cerkvo in mi začeli jokati in vse, onda so šli, pa so jih s pištolo počeli pod noge, da smo se mi vse razbežali. In onda mi otroci, jaz sem na vratih stala in še drugi otroci, mama in stara mama so notri jokali. In so šli gori po vasi, in moj oče, 2 strica in moj oče gori po vasi, na vrh vas je bilo streljanje, ne. Onda mi, joj, kaj to strelja, pa smo šli pred otroci hitro, to nekaj strelja, kaj strelja. Onda so se pri ti hiši, ki je izdajala ona, ne, prej, je bila punca, Šmalc, Katica se je pisala. In onda, ko so po vasi doli prišli ti Nemci, pa je ona rekla, Pavle, kaj je to streljalo? Pa je rekel, 2 šicen. Da so 2 šicen, a moj tata je že hodil. Edim, tata, lovila ga, da ga bom za roke prijela. Onda so me za kiklo vlekli stran in onda me je ta punca zagrabila, ne, in vlekla me je. A mama, ki je čez okno videla, da tato peljajo doli, pa je tekla, pa smo obe tekle do cerkve za njimi, ne. In onda se je eden obrnil, velik, znam, da je bil žut, pa je rekel, marš nazaj. In to je bil smuk, da.
I mi Smuki Ivan. jokali, joj, stara mama ne zabe spala, se je ribali. I onda ne zna, ali je bil ta kapš v lazih hrilanski, Najbolj. v lazih Rauh Joškota, Gorjup Mirkota i kapš Peter izlazil, što je z njimi. Po vasi spet gori, po vasi. I onda mama mene prijela za roko pa je rekla, gremo tam za crkvu, kam su tato peljali, ne. Onda smo šli mi tam v ono smer, kam su tato peljali. I kad smo već mi blizi tate prišli, so se oni vraćali nazaj. Mama je tega spoznala, je bil Ivane. Je rekla, Ivane, kje je Joža? Boš videla. I mi hodimo i tako se gori ugledamo, je tata tako ležal. Joj, vso glavo ima razbito, jaz sem imela tako prepasnikac, pa mi je vzela pa tati glavo zavila, klobuk je imel, kaj imel, petokrako zvezo zrezano. Veste kaj, onda tisto flašico šnopsa, ki mu je dala v žepi, je bilo čisto vse zdrobljeno, kako so ga tepli, joj. In onda, veste, oni so bili 3 dni na Hrvaškem, po tem hribi so prišli doli. In kad so slišali, da mi jokamo tam, so z meteorolezom nad nas, pa smo se doli takali, da nas niso zadeli. Dobro, i onda kaj, smo prišli domov i onda so ti starejši moški najprej šli po strice gori, pa se v cerkev so jih dali. In mojega očeta vse v cerkev na tleh. In onda so šli na Hreljem po tiste Rauh Joškota, Gorjup Mirkota i Kapša, tiste 3. In kad so jih to prepeljali pred cerkev, so se ljudje zbrali, jokali. Onda so nam te iz hrvaške strani 2 rakete ognjene vrgli, da smo se vsi razbežali. Ti, ki so bili iz Hreljena prepeljani, so celo noč na vozi nametani bili, čakali. Nihče jih ni upal v cerkev noter dati. In veste kaj, onda ob 10. uri zvečer je prišla pa nemška kolona, ki je prišla od Črnomlja. So rekli, da šla je čez Vinico čez. Tukaj niso mogli priti. A ti, ki so ubijali, Bela garda, naši domačini, so bili pa neki skriti, pa so šli v blaže vse se preobleči v nemške obleke. So se preoblekli, da so prišli to pomoriti v našo vas. Ja. In onda je bil drugi dan pogreb, ne, samo zbite žagance in drugi dan pogreb je bil. In jaz sem šla z mamo in je rekel župnik, vse so v eno jamo zakopali, mi smo hoteli naše 3 posebej, pa je rekel župnik, da bo premalo zemlje, da bo tega več, ne. Jaz se nisem onda zavedala, moja mama pa Biličeva. In to so oni vse v jamo to deli. In mama je jokala in rekla, morilci, kaj ste naredili, morilci? Onda je rekel župnik, odstranite to babo stran, ne, da naj odstranijo. Onda so mamo stran, ja, mi smo se vsi, se je bilo samo, niso šli v cerkev, niso jih v cerkev noter, mimo. Župnik je več pred jamo čakal, da je jih odškropil. Ja. In kaj, same bogereve smo ostali, stara mama bolana, joj, in mama, in jaz smo same ostale na veliki kmetiji. A še prej
Preko je ta Italija se razpala, so bili naši 3 mesece zaprti v kočevi, samo naši 2 strica in moj oče. In kada je se Italija razpala, so jih partizani odprli zapor. To je bilo pred smrtjo, a ne mesec dan, da so jih ubili. Ja.